S paketom socialnih zakonov, ki jih bomo danes predstavili, uresničujemo program Nove Slovenije. Se pravi, podpiramo družine, socialna vključenost otrok, digitalizacija socialnih transferjev in pa socialna podpora za tiste, ki jo dejansko potrebujejo in si sami s svojim delom ne morejo zagotoviti socialne varnosti. Predstavil vam bom zakon o starševskem varstvu in pa družinskih prejemkih, ki prinaša 4 novosti, in sicer dodatni dopust za očeta, 75 neprenosljivih dni dopusta za očeta, kar pomeni 45 dodatnih v primerjavi s sedanjo zakonodajo. Kaj to pomeni? 15 dni dopusta bo lahko oče izkoristil do otrokovega 3. meseca starosti, 60 dni dopusta pa bo lahko oče izkoristil do otrokovega 8. leta starosti. Pri tem naj poudarim, da se materinski dopust ne spreminja. Zakaj je to pomembno? V Novi Sloveniji si želimo s to spremembo zakonodaje doseči to, da bosta oba starša čim več časa s svojim otrokom. Pravico do krajšega delovnega časa bi lahko po novem koristila oba starša hkrati in ne samo en starš, kot je bilo to do sedaj, skupaj 20 ur tedensko. Se pravi, en starš 15 ur, drug starš 5 ur tedensko. Zopet z razlogom, da sta oba starša čim več prisotna ob svojem otroku. Posebna novost tudi za starše otrok s posebnimi potrebami. Staršem otrok s posebnimi potrebami, ki del leta preživijo v zavodu, kjer sicer bivajo brezplačno, del pa doma, povečujemo delno plačilo za izgubljeni dohodek. Kaj zdaj to pomeni? Pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek se je do sedaj lahko uveljavljala samo za 10 ur tedensko, če je otrok vsaj 90 dni bival doma. Mi to zdaj povečujemo, se pravi, če je otrok več časa doma, pomeni tudi, da je doma več stroškov in zato v Novi Sloveniji predlagamo, če doma biva 180 dni ali več, se ta pravica poveča za 20 ur tedensko, oziroma če biva 270 dni doma, se ta pravica poveča za 30 ur tedensko. Tisto, kar si v Novi Sloveniji želimo, je, da vsi zaključijo osnovno šolo in se vpišejo v srednjo šolo in tako naprej. In z namenom spodbujanja otrok, da obiskujejo osnovno šolo, uvajamo nek avtomatizem, in sicer, da se otroški dodatek namesto v denarju izplača v naravi, recimo za plačilo položnic, za plačilo oblačil, za plačilo prehrane, če otrok iz neupravičenih razlogov ne obiskuje pouka. Če pa otrok ob zaključku osnovne šole se ne vpiše v srednjo šolo, pa predlagamo, da se otroški dodatek zmanjša za 1/3. Zakaj za 1/3? Veste, da je otroški dodatek sestavljen, namenjen preživljanju, vzgoji in pa izobraževanju, in če se otrok več ne izobražuje, se pravi, se 1/3 zmanjša otroški dodatek. Gre res za skrajni ukrep, ta ukrep pa ne bo veljal za učence s posebnimi potrebami. Tisto, kar si v Novi Sloveniji želimo, je to, da si otroci pridobijo primerno izobrazbo in ko imajo primerno izobrazbo, lahko dobijo tudi dobro zaposlitev in niso več odvisni od države, se pravi, da se postavijo na svoje noge. Jaz sem vam predstavil zakon o starševskem varstvu in pa družinskih prejemkih. Rad bi vam predstavil še zakon o urejanju trga dela, zame tudi zelo pomemben zakon. In ta zakon spreminjamo zato, ker želimo, da se čim več brezposelnih oseb vključi na trg dela. Dlje kot je namreč človek brezposeln, težje je potem zaposljiv. Zato si želimo hitrejšega vključevanja brezposelnih oseb na trg dela in zato Zavodu za zaposlovanje omogočamo, da po 6 mesecih brezposelno osebo napoti na delovno mesto, za katero se zahteva do 2 stopnje nižja izobrazba, ne glede na to, kakšno vrsto izobrazbe ima brezposelna oseba. Za nas v Novi Sloveniji je bistveno,
da si vsak sam zagotavlja socialno varnost, če je to le mogoče in če je sposoben. Jaz sem pred časom dejal naslednje besede: zdrav človek potrebuje delo, ne pa denarne socialne pomoči. In temu s tem zakonom tudi sledimo. Denarna socialna pomoč ne sme biti stalen prihodek zdravih, za delo sposobnih ljudi. Zakon prinaša tudi poenostavitev in pa skrajšanje nekaterih postopkov, da bodo v evidenco brezposelnih oseb dejansko vpisani zgolj in samo tisti, ki si aktivno prizadevajo pridobiti delovno mesto, tisti, ki želijo delati, da bo veliko manj možnosti izkoriščanja postopkov. Za dolgotrajno brezposelne, in tukaj imamo v mislih predvsem tiste naše najbolj ranljive državljane, se pravi invalide, starejše od 65 let, pa se podaljšuje obdobje, ko so lahko vključeni v javna dela, iz 2 na 4 leta, in to pri istem izvajalcu. V Novi Sloveniji verjamemo, da bodo te spremembe, ki smo jih danes in ki jih še bomo danes predstavili, pomembno vplivale na kakovost naših državljanov. Hvala lepa. Besedo predajam poslanki Tadeji. Jaz vam bom predstavila drugi 2 spremembi zakona, ki smo jih vložili v zakonodajni proces. To so spremembe zakona o socialno-varstvenih prejemkih in pa spremembe zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Prva rešitev spremembe zakona o socialno-varstvenih prejemkih je podobna, kot jo je pred mano že predstavil kolega Aleksander Reberšek, in sicer, da če otrok ne obiskuje pouka osnovne šole ali da ima družina dolg do javnih služb ali vzgojno-izobraževalnih zavodov, se socialna pomoč, denarna socialna pomoč največ 3 mesece izplačuje v naravi. To pomeni, da se lahko denar nameni za plačilo položnic za ogrevanje, za elektriko ali pa da družina pridobi bone, ki jih lahko nato unovči v trgovini. Glavni cilj te rešitve je, da se otroke spodbudi, da hodijo v osnovno šolo, jo zaključijo in se s tem pripravijo na trg dela in so pripravljeni na samostojno življenje. Druga pomembna rešitev je izmenjava osebnih podatkov med centri za socialno delo, zavodom za zaposlovanje in drugimi humanitarnimi organizacijami. Dogaja se namreč, da družina ali posameznik najprej zaprosi za pomoč na centru za socialno delo, potem pa se usmeri na drugo humanitarno organizacijo in v vsaki organizaciji dobi celostno obravnavo. Tako se postopki za določene osebe podvajajo in če bi prišlo do te izmenjavi informacij, seveda z dovoljenjem upravičencev, bi lahko bolje poskrbeli za osebo, prav tako pa bi humanitarne organizacije oziroma centri za zaposlovanje oziroma za socialno delo razbremenili vseh teh obravnav in bi se lahko strokovni sodelavci bolje posvetili tudi drugim pomoči potrebnim. Cilj te rešitve je integrirana in celovita obravnava posameznika oziroma družine ter opolnomočenje in vrnitev osebe na trg dela, da sama poskrbi zase in za svojo družino. Tretja rešitev pa je neupravičenost do denarne socialne pomoči osebam, ki so pogojno obsojene na kazen zapora zaradi naklepnega kaznivega dejanja. Te osebe bi izgubile pravico do denarne socialne pomoči za obdobje 6 mesecev, po 6 mesecih pa bi lahko na Center za socialno delo še enkrat dale vlogo, ki bi jo Center za socialno delo obravnaval. Četrti zakon z bolj obširnimi spremembami pa je zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Z njimi želimo, da se jasno loči na eni strani družinska politika in pa socialno varstvo. V Sloveniji je socialna zakonodaja in družinska sta zelo prepleteni in kompleksni, zato je ločitev družinske in socialne politike lahko le postopna in temu v Novi Sloveniji sledimo. Prvi korak je poenostavitev postopkov s tem, da se bo pri ugotavljanju materialnega položaja upošteval le dohodek, ne pa premoženje. Po veljavni ureditvi je ugotavljanje premoženja zelo kompleksen postopek, ki strokovnim sodelavcem na Centru za socialno delo vzame precej časa,
ima pa zelo malo vpliva na pridobivanje pravic. Zato predlagamo, da se premoženje ne bi več obračunavalo in se tudi ne bi štelo pri pridobivanju pravic iz javnih sredstev. Strokovne sodelavce na centrih za socialno delo bomo s tem precej razbremenili administracije. Druga pomembna rešitev prinaša dodatne dohodkovne razrede za državne štipendije, kar pomeni, da bo državno štipendijo dobilo veliko večina dijakov in študentov. To pomeni, da bo na novo upravičenih do državne štipendije približno 15.000 dijakov in študentov. Leta 2012 se je spremenila zakonodaja na način, da so vsi, ki so dopolnili starost 18 let, izgubili pravico do otroškega dodatka s pojasnilom, da bodo ti dobili državno štipendijo. To se ni povsem zgodilo, saj sta zgornja dva dohodkovna razreda pri državnih štipendijah manjkala in so tisti, ki so spadali v zgornja dva dohodkovna razreda, izgubili dohodek. Z uvajanjem 6. in 7. novega dohodkovnega razreda pri državnih štipendijah bomo vsem tem dijakom in študentom vrnili državno štipendijo. V Novi Sloveniji smo se že večkrat zavzeli za to, da se otroški dodatek ne upošteva pri dohodku za pridobivanje državne štipendije in subvencioniranje najemnine, ter da se kadrovska štipendija in pa študentsko delo izvzameta iz skupnega dohodka pri upoštevanju pridobitve pravic iz javnih sredstev. Zavedamo se, da dohodek družine pri priznanju pravic ne bi smel vključevati študentskega dela, saj veliko študentov dela ravno zaradi tega, da bi pomagali svoji družini pri preživetju in jih s tem, ko se dohodek upošteva pri skupnem dohodku gospodinjstva, na nek način kaznujemo in se posledično lahko pomeni, da izgubijo pravice. Prav tako kadrovske štipendije niso namenjene preživljanju družine, ampak so izobraževanju, zato je logično in seveda prav, da se ti dohodki izvzamejo iz skupnega dohodka družine. Predzadnja rešitev spremembe zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se nanaša na posebno varstvo starejših, nezmožnih za delo in pa trajno nezaposljivih. Do sedaj so morale te ranljive skupine vsako leto oddajati vloge na centre za socialno delo, da se jim je podaljšal varstveni dodatek. To se bo sedaj opravljalo po uradni dolžnosti, se jim bo podaljševalo, kar jih bo zmanjšalo, ker se bodo znebili nepotrebnega stresa in administracije, ki so se morali z njo ukvarjati vsako leto. Poleg tega bo oseba, ki je upravičena do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, hkrati upravičena tudi do polne vrednosti zdravstvenih storitev, kar nadomešča dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Zadnja, a ne nepomembna rešitev, pa je razbremenitev glavnih pisarn centrov za socialno delo. Možno bo elektronsko vročanje odločb in informativnih izračunov, s čimer se bo omogočila uporaba zakona o debirokratizaciji. Ta dopušča možnost, da se elektronsko vroča odločbe. V dobi digitalizacije in digitalne pismenosti je to več kot dobra in dobrodošla poenostavitev postopkov. Verjamemo, da je ta sprememba zakonodaje pomemben korak k ločitvi družinske in socialne politike. Hvala za pozornost. Zdaj bom pa besedo prepustila podpredsedniku Nove Slovenije in ministru Janezu Ciglerju Kralju. Hvala, spoštovana kolega Tadeja in Aleks, za temeljito predstavitev paketa socialne, družinske in zakonodaje za trg dela. Pred 2 letoma je bila ena izmed ključnih zavez Nove Slovenije v zvezi z našim delom v tej vladi tudi bolj pravična in bolj življenjska socialna, družinska politika in pa odziven trg dela. Verjetno ste lahko spremljali, da smo ogromno vlagali v preteklih 2 letih v ta področja. Zdaj pa želimo še to ključno zavezo pripeljati do sprejema v Državnem zboru in do tega, da bo družba v Sloveniji bolj pravična, bolj solidarna in hkrati tudi takšna, da bo lahko produktivna
in da bojo ljudje imeli motivacijo za delo. Razmere trenutno na trgu dela so takšne, da kadrov manjka. Gospodarstvo išče ustrezno usposobljene, izobražene, zaposlene, pripravljene delati. Žal pa zakonodaja s področji, ki smo jih predstavili, ni stimulativna. In druga stvar, ki preprečuje ljudem ali pa jih ne stimulira za odločitev za delo, je premajhna razlika med višino denarne socialne pomoči in med neto plačo. Zato je skupaj s tem paketom izjemno pomembno, da tudi v kratkem sprejmemo zakon o dohodnini, ki bo prinesel višje neto plače za prav vse, ki delajo. Nova Slovenija je stranka na strani tistih, ki vsako jutro zgodaj vstajate, greste na delo, prevzemate odgovornost za skrbi za svoje družine in lahko rečem, potem tudi skrbite za to, da vsi skupaj lahko bolje živimo, prispevamo v skupno blagajno. In vidite, da smo Slovenci izjemno produktivni, saj so številke, makroekonomski kazalci res visoki. Samo poglejmo, kakšna visoka rast BDP-ja se je zgodila Sloveniji v lanskem letu. S tem paketom zakonodaje želimo na eni strani omogočiti bolj učinkovito in hitrejšo pomoč tistim, ki so najbolj ranljivi, ki ne zmorejo sami poskrbeti zase, ki si ne morejo pomagati. Na drugi strani podpreti slovenske družine, jih podpreti v odločitvah tudi za še kakšnega otroka, kajti demografska slika je res izjemno slaba, neperspektivna. In tretjič, dati jasen signal tistim, ki so zdravi in dela zmožni, da iskanje poti za izigravanje socialne zakonodaje in zakonodaje za trg dela ni prava pot. Želimo bolj pravično, bolj solidarno in boljšo ureditev socialne, družinske in zakonodaje za trg dela. Verjamemo, da bo ta paket to prinesel. Nova Slovenija za temi predlaganimi rešitvami stoji in pravzaprav bomo naredili vse, da bo to v kratkem sprejeto.